Prav je, da k uvodni besedi povabimo damo, ki še kako vpliva na razvoj podjetništva v Sloveniji, skupaj s svojo ekipo ustvarja podporno okolje, da lahko tudi v Sloveniji ustvarjamo preboje. Spoštovani in spoštovane, magistra Maja Tomanič-Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada. Ramba zaradi snemanja mikrofona. Okej, velja. Torej, lep pozdrav tudi z naše strani Slovenskega podjetniškega sklada, ki smo res da tukaj kot koordinatorji. Veseli nas predvsem, da sodelujemo pri podpori startup scene, startup sistema vsi, skupaj z vami, s partnerji. Brez partnerjev teh uspehov, ki jih dosegamo, ali pa prebojev, kot je Žiga omenil, ne bi bilo, tako da tega se mi krepko zavedamo in zato upamo, da bo tudi leto 2020 leto sodelovanja in da bomo naprej vse to, kar smo tkali, gradili in da bo ta naša mreža, mi imamo zdaj en slajd, Startup ekosistem Slovenije, ki je že res nastala zelo široka rožica, da bo ta rožica še samo rasla in da bo teh partnerjev še vedno več. Torej, lep pozdrav na tem ponovoletnem srečanju. Mi smo ga za nalašč predstavili iz decembrskega srečanja, kjer je vsega preveč, kjer smo že vsega skoraj vsi naveličani na zdaj na januarski čas, ko že smo malo bolj pripravljeni spet nazaj za aktivacijo in ko vsi razmišljamo o tem, kaj nas čaka. Danes smo se tukaj zbrali predvsem zaradi posebne ciljne skupine, ki je za nas pomembna, sicer je v portfelju našem čez 7 000 različnih projektov, samo za občutek v višini 700 milijonov evrov, ampak ta ciljna skupina, zaradi katere smo danes tukaj, ne predstavlja tako velikega deleža, je pa seveda izredno pomembna tudi za nas. Zakaj? Steve Jobs, ki ga tako radi vsi citiramo, je že ne vem koliko let nazaj rekel, da to je skupina troublemakerjev, skupina posebnežev, skupina upornikov, tistih, ki ne bodo vedno izstopali od povprečja, ki ne bodo marali tistih povprečnih navodil, včasih jih bomo imeli zelo radi, včasih jih bomo pač imeli malo manj radi zaradi teh problemov, ki jih povzročajo, ampak brez njih ni napredka in ni sprememb v svetu. Torej, to so podjetniki, ki začenjajo od nule, ki začenjajo sami in potem skupaj s svojimi ekipami gradijo uspešne zgodbe. To ste zagotovo vi podjetniki oziroma vi mentorji, ki ste danes že lahko mentorji, včasih ste bili tudi na začetku podjetniške poti in ste zdaj pripravljeni svoje znanje, izkušnje deliti nazaj. Za roko potegniti ta mlade, ki prihajajo in ki jih pač mi vsako leto na novo spet podpiramo z različnimi spodbudami, ki jih imamo na razpolago. Predvsem vi ste tisti, ki vas poslušajo. Tudi ko mi delamo kakršnekoli ankete, je mentorska pomoč tista, ki jo jemljejo za najbolj svojo pomoč. Predvsem zato, ker vemo, mi smo tukaj tisti, ki koordiniramo, tisti, ki nismo izmed njihovih vrst in nas je težje poslušati, kot pa nekoga, ki je pač to vse, kar oni dajo skozi, že dal skozi. Tako da mentorski program je za nas izredno pomemben in ga seveda bomo razvijali tudi vnaprej. Drugače je za nami rekordno leto, 2019 je bilo rekordno leto za SPS. Mi smo iz 1000 projektov podprtih na letnem nivoju v letu 2019 prišli na 4500 projektov, tudi zaradi tega, ker je prvič bilo, da smo delili, da imamo že dva pomembna programa. En je finančne linije, kjer je naša klasika, kjer z finančnimi linijami podpiramo tudi startupe, pa potem vsa podjetja naprej, tako do tistih, ki rabijo že tisto sredstva za globalni preboj. Prvič se je pa zgodilo tudi, da smo imeli zelo široko skupino programov za vsebinsko podporo, tako to vsebinsko podporo, katerega del je tudi mentorski program, vsebinska podpora, ki ima skupen naziv Startup Plus, kjer se združujejo različne aktivnosti, ki jih vodimo predvsem za naša mlada nadobudna podjetja in ki so v letu 2019 dobila še neko širšo širino, od startup klinike, hardverskega programa, Next konference, investicijske konference, Podin konferenca, ki prerašča v konferenco te regije za startup okolje, do različnih hardverskih oziroma pospeševalnih programov, tako da vse to je zdaj združeno pod našo blagovno znamko Startup Plus.
pa voucheri so zaživeli, ki jih lahko tudi startup podjetja skupaj z vsemi ostalimi koristijo. Tudi voucherski sistem ali pa voucheri so imeli en velik preboj v letu 2019. Podobno se bodo zadeve odvijale tudi v letu 2020, tudi za leto 2020 vse finančne linije se nadaljujejo, zagonske spodbude, ki bodo kar kmalu že na razpolago za novih 40 nadobudnih inovativnih podjetij, začenjamo z vsemi akcijami v mesecu februarju. Tukaj je semenski kapital za nadaljevanje sofinanciranja, tako v obliki konvertibilnih posojil, predvsem si pa želimo semenskega kapitala skupaj z investitorji. Next konference, ki je bila temu namenjena, z njo smo privabili kar nekaj 10 tujih investitorjev. Upam, da bodo ti skupaj z našimi našli uspešna podjetja v Sloveniji in investirali, ker tudi takrat lahko mi toliko lažje investiramo svoja sredstva. Tukaj je program CEFOV, kjer smo mi eni od partnerjev na ravni centralne Evrope skupaj z Slovaki, Čehi, Avstrijci, Madžari. Imamo tak program sklada skladov. Enih 6 skladov, profesionalnih skladov tveganega kapitala je že formiranih za ta del regije, tudi za Slovenijo, ki iščejo razvojno probojne projekte in ki lahko nad €1 milijon že investirajo v ta podjetja. Tako da po finančni liniji bo skupaj od vseh 112 milijonov evrov, kolikor jih je na razpolago, zagotovo vsaj 6,5 milijonov evrov usmerjenih izključno v ta mlada inovativna podjetja. Seveda pa vsa tista, ki so že nekaj časa tukaj, lahko še vse ostale oblike pomoči koristijo. Enako, Startup Plus program se bo nadaljeval skupaj z vsemi manjšimi programi, ki so tukaj vključeni, in znotraj tega je tudi podpora mentorjev oziroma sodelovanje skupaj z vami. Danes je torej namenjeno temu, da se z vami še pobliže podružimo, da tudi včasih kaj rečemo čisto tako na neformalen način, seveda pa, da skupaj izkoristimo to priložnost, kako biti najboljši mentor oziroma kako zadostiti potrebam ali pa včasih tudi kako jih usmeriti na pravo pot, tudi ta naša mlada nova podjetja, ki prihajajo, ker želimo, da iz teh podjetij nastanejo potem nove in nove gazele in da bomo pač tudi tukaj v našem delu imeli eno ne samo startup okolje, ampak tudi scale-up okolje, iz katerih je možno propulziven razvoj naprej. Tako da današnji program je pester, pripravili smo kodeks, tudi v sodelovanju z vsemi vami partnerji. Kodeks bo potem kolega Rok Huber pripravljal. Tudi mislim, da imamo zelo zanimiva predavanja oziroma okrogle mize z doktorjem Rokom Stritarjem in z doktorjem Blažem Zupanom pripravljeni. Tako da jaz mislim, da je danes dovolj zanimivo, da ste skupaj z nami. Hvala vsem za ta odziv in upam, da bomo uspešno sodelovali tudi v letu 2020.